Lepo zdrav, Mihael Žmahar iz Duhovnega telesa Potovanje duša sem s tabo in danes imam zate en super video, v katerem bi ti rad dal nasvete in tehnike in strategije o tem, kako se samo motivirati. To se pravi, kako se spraviti v akcijo takrat, ko se ti ne da. Jaz vem, da je včasih dan, ko moraš nekaj narediti, nekaj pomembnega zase, za svoje življenje, projekte, cilje, službo, karkoli, pa se ti ne da in želiš vse druga delati, razen tisto, kar je treba delati, ne? In zato bi ti rad dal nasvete za 4 ključna področja življenja, kako sprožiti samo motivacijo in delovanje na njih, tudi takrat, ko se ti ne da. In to je še toliko bolj pomembno zdaj v tem času, v tem obdobju, ker smo v tednu sončevega mrka. In sončev mrk je energija, ki sproži znotraj nas, navzven tisto, kar se nahaja znotraj nas in to spotencira. In zdaj, če smo mi znotraj sebe pozitivni, to ni nobena težava. Če smo pa mi znotraj sebe negativni in se samo pretvarjamo za zunanji svet, da smo v redu, da smo nasmejani, ampak v resnici se pa ne počutimo tako, se lahko pa ta negativnost razvije in spotencira v strahove, v fobije, v jezne občutke, ki nam lahko potem dejansko začnejo rušiti življenje, ne? In pač to sončni mrk počne, zaradi tega moramo zdaj načrtno sprožiti gradnjo pozitivne energije v sebi. To se pravi, da se znaš samo motivirati, da veš, v kaj moraš iti, v kakšno energijo moraš iti, da lahko sprožiš pozitivne premike na ključnih področjih tvojega življenja. In tukaj imam 4 nivoje samomotivacije zate, katere je dobro, da poznaš in začneš v svojem življenju delati, ne? Prva samomotivacija je samomotivacija za uresničevanje lastnega življenjskega poslanstva. To se pravi, veš, da je treba nekaj narediti, veš, kaj je ključno pomembno zate, veš, kaj je tvoj namen, veš, kaj je tvoje poslanstvo, veš, kaj je tvoj klic na tem planetu, pa se ti ne da. In to je zelo velikokrat posledica čustvenega krča, ki ga ljudje znotraj sebe včasih čutimo. Včasih te zakrči neka jeza, včasih te zakrči nek strah in te kar ujame, ego te kar ujame v ta vzorec in ti kar zmrzneš, kar obstojiš in potem kar razmišljaš o vseh teh hudih scenarijih, ki se lahko zgodijo in strahovi se ti potencirajo, ne? Ključno v tem stanju je, da šokiraš svoj ego. Dobesedno, da ga šokiraš, da ga primeš, da ga streseš, da mu zliješ ledeno vodo na glavo in da mu narediš šok. In takšni šoki je treba narediti ponovadi na fizičnem področju, na čustvenem področju in mentalnem področju naenkrat, ne? Včasih tisto, veš, si predstavljaš, da imaš lavor ledene vode in ga nekomu plusneš v obraz in veš, se kar zbudi iz nekega stanja, v katerega so ujel, ne? In to rabiš ti zase narediti. Kako ta šok sprožiti? Mene, če včasih popade neka taka čustveno-mentalna past, v katero se ujamem in se ne morem aktivirati, grem ponovadi dejansko pod leden tuš. Dejansko se z ledeno vodo stuširam, dejansko se mi telo resetira, moj toplotni sistem se sproži, cirkulacija krvi se sproži in dejansko mi že telo samo izstopi iz krča ven. Druga stvar je, svetujem ti, da spiješ pol litra vode. S tem, ko spiješ pol litra vode, se ti naredi dejansko nek čustven reset znotraj tebe. Energija fokusa, ki jo imaš na težavi ali pa na lenobi ali pa na nekem vzorcu, ki te drži na mestu, ti dejansko gre v fizično telo. In se ti dejansko fokus začne spreminjati. In potem naredi 10 sklec, 10krat skoč visoko v zrak z koleni v prsa, naredi 10 počepov in teč, ne vem, kilometer ali pa 2 kilometra. To ti bo dovolj dvignil nivo kisika v telesu, zato da boš lahko ustvarila dovolj visok nivo zavesti, da boš lahko začela načrtno smeriti energijo tja, kamor si želiš. To je ena taka dobra stvar. Naslednja dobra stvar je, svetujem ti, da greš v meditacijo. Če imam jaz slab dan, če imam jaz, ne vem, energije nabrane na sebi in se zaradi njih ne želim premakniti ali pa imam občutek, da bom slabe volje, če me bo to kaj drezalo v mene, grem v meditacijo. V meditaciji se vedno srečamo s toliko prijetnimi energijami, višjega jaza, pa angelski sfer, pa energija miru, pa ne vem, z Budo meditiraj. Skratka, pejt v svet meditacije, naredi si neko vodeno meditacijo, vseh imaš na naši spletni strani dosti vodenih meditacij, zalofi si jo po 20 minutah, ne moreš biti več slabe volje, ne moreš biti več v občutku ujetosti in se lažje potem aktiviraš za delovanje. In še naslednja stvar je, poglej človeka, ki dela podobno, kar ti delaš, oziroma ki je dober na področju, na katerem bi ti rad bila dobra,
In poslušaj kak njegov intervju. Ne vem, če igraš košarko, poglej Lukata Dončića, kak zabija koše. Če si pisatelj, pisateljica in imaš pisateljsko blokado in se ti ne da pisati, poglej intervju od J.K. Rowlingove. Najti ljudi, ki so tam, kjer bi ti rad bil ali pa rada bila, in vzami inspiracijo od njih in potem to te bo vrglo naprej v delovni mod, jaz temu rečemo. Prav? Zdaj, glej, dobro poslušaj. 7. avgusta ima Kristi popolnoma novo spletno delavnico Angelska šola nastopanja. To je za vse tiste, ki se morate izpostavljati pred drugimi ljudmi, ki bi radi se naučili upravljati energijo tako, da nastopate. Včasih, na primer, moraš iti na nek sestanek, pa dobivaš neke negativne energije in kako zdaj ustvariti energijo, da ti nadvladaš oziroma dominiraš energijo v sobi, da lahko narediš svoje in da lahko zaključiš svoje. Ali pa, na primer, veliko ljudi na tem planetu uči, kako biti dober retorik, kako dobro osvetljavo naštimati, kako stati pred kamero, ampak ni pa veliko znano o tem, kako funkcionira tudi takrat, ko te je strah. Ne vem, tebe je strah javnega nastopanja in zmrzneš, kaj zdaj naredi znotraj sebe, kakšen energijski vzvod sprožiti, zato da lahko dokončaš tisto, kar ne moreš dokončati. In to in še veliko drugih tehnik bo Kristi učila na Angelski šoli nastopanja, na spletni delavnici, katera je povezava najdeš spodaj. Ok, to je bil zdaj nivo samomotivacije za življenjsko poslanstvo. Naslednja samomotivacija, ki jo rabiš sprožiti, je, kako povedati človeku resnico, za katerega veš, da je ne bo dobro sprejel. Včasih moramo ljudem povedati neko resnico in vemo, da se ne bojo strinjali z nami ali pa nam bojo probali celo kontrirati. In potem veliko ljudi, namesto da bi bili resnicoljubni sebi in drugim, zadržijo to resnico ali pa to mnenje, ki ga imajo znotraj sebe. To se pravi, kako zdaj motivirati samega sebe, aktivirati za to, da poveš tisto, kar je treba biti povedano, ne glede na to, kako se bodo drugi ljudje zdaj na to odzvali. Prvi nasvet je, da ne biti fokusiran na človeka, kateremu govoriš resnico, ampak bod osredotočena na tisto, kar želiš povedati, to se pravi na dejstvo samo, na resnico samo. Veliko ljudi zmrzne zaradi tega, ker so fokusirani na človeka. Je valjda, če si ti fokusiran na človeka in potem čutiš njegovo nestrinjanje in njegovo poskus nadvlade in zmajevanje z glavo, vidiš, da se potem zmeraj bolj umikaš nazaj v svoje resnici in v tem, kar želiš povedati. Če si pa ti osredotočena na point in na sporočilo in na message, ki ga želiš predati nekomu, potem boš lažje predala to sporočilo, boš lažje povedala resnico. To je prva stvar. Druga stvar, res ti svetujem, da si ta govor zapišeš, da greš kar človeku, pa mu ga poveš direkt v faco, ampak prej se pripravi, zaradi tega, ker veliko ljudi opažam, da zmrzne, ali pa potem se jim jezik zaplete, ko treba nekaj povedati, ali si pa zadnji trenutek premislijo, ker niso pripravljeni. Jaz vem, da včasih stvari, za katere vemo, da se drugi ljudje ne bojo strinjali z nami, malo drugače povedati kot stvari, za katere vemo, da se bojo strinjali z nami, zato se pripravi. Napiši si na list papirja besede, nauči jih na pamet, tiste 4, 5, 6, 7 stavkov, ki jih rabiš povedati človeku v obraz, in bo tvoj ego veliko bolj miren in ti bo veliko hitreje dovolil, da poveš resnico, zaradi tega, ker bo vedel, da je pripravljen. In pa še zadnja stvar na tej točki, v tistem afektu, veš, ko reče, zdaj ti bom pa povedal to, kar ti gre, zdaj ti bom pa povedala resnico, zdaj ti bom pa povedala, kako stvari stojijo, pošlji človeku takoj SMS. To se pravi, ko si v tej energiji, pošlji človeku SMS in mu napiš, Jože, živijo, nekaj pomembnega se moram s tabo pogovoriti, ali imaš čas jutri ob 7 pridem do tebe. In pošlji SMS. In ko enkrat SMS poslan, je energija pogovora odprta in takrat ti bo veliko lažje potem samo dokončati tisto, kar je že bilo začeto. Tako da to so taki pomembni triki, ki ti bojo pomagali, da potem dejansko sprožiš delovanje in ti bojo pomagali, da pripelješ zadevo do konca. To se pravi, ti bojo pomagali, da se samo motiviraš, da to stvar narediš. Naslednje področje, na katerem je samomotivacija nujno potrebna včasih, je, kako se samo motivirati za svoje boljše fizično počutje, za svoje zdravje, kako se samo motivirati, da začneš športati, kako se samo motivirati, da začneš zdrav jesti. No, na tej točki bi ti res svetoval, da vklopiš druge ljudi. Zdaj, včasih, ko naprimer ego pade v neko cono obdobja in neko lenobo, mu ni glih preveč mar zase. Zaradi tega vklop druge ljudi in jih povabi v partnerstvo.
In se zmeni, ne vem, če imaš familijo doma ali pa partnerja, se zmeni, lej, danes jaz kuham in bom skuhala to. Jutri kuhaš ti in potem naslednji dan kuham jaz in potem naslednji dan kuhaš ti in se zmeni z urnik določ. Urnik določ z ljudmi okoli sebe in na tak način v bistvu samega sebe dobesedno prisiliš, zato da moraš oblikovati zdrav jedilnik, uravnoteženo hrano, zato da ne poješ kar na hitro nekega sendviča, ki ti ne koristi dobro. Naprimer pri hrani, ali pa pri športu. Pejdi k sosedu in se zmeni, sosed, a bi šel ti z mano enkrat na teden, ne vem, ali pa dvakrat na teden na Šmarno goro. Zdaj sem rekel Šmarna gora, ker tukaj v Ljubljano zdaj vsi, ko je lepo vreme, hodijo na Šmarno goro. Ali bi šel z mano na Šmarno goro? Šmarna gora je fajn zaradi tega, ker te bo sprostila, ker te bo našportala. In pejdi, ampak morate določiti pravilo in moraš sosedu reči, če bom zahinavil ali pa zahinavila 1 uro pred tem, ko bomo šla na Šmarno goro, ti bom zastonj spucal ali pa spucala celo bajto. Upaš to reči? Pejdi sosedu pa naredi take dile. Boš videla, kakšna samo motivacija je to. Res, dejansko boš šla na to Šmarno goro. Naslednja stvar, na katero bodi zelo pozorna, ko se gre za samo motivacijo, pa je, kako se samo motivirati za duhovno rast. Veliko ljudi vidim, da bi rado duhovno zrasli, osebno se zrasli, se okrepili, pa se ne znajo samo motivirati. Kako se samo motivirati za to, da začneš meditirati. Včasih hočeš meditirati, pa bi vse druga delo razen meditiral. Svetujem ti ena stvar, takrat, ko ugotoviš, da imaš blokado na rasti, začni kaotično dihati. To pomeni, začni delati dihalno vajo, kaotično dihanje. In si predstavljaj, kako dihaš v prsni koš, kako dihaš v glavo, v trebuh, v noge, v roke. Na tak način boš naredila duhovno-fizičen stik s sabo in boš dobila večjo zavest glede samega sebe. In se ti bo želja, da se raziskuješ in da se še bolj povežeš s sabo, povečala. 5 minut takšnega dihanja, načrtnega dihanja v vse dele telesa, ti bo sprostil blokado, zakaj se osebnostno duhovno ne razvijaš v ful veliki meri. Naslednja stvar je vir informacije. Veliko ljudi, naprimer, dobiva informacije za osebno duhovno rast iz knjig. Daj si knjigo na poslo, in preden greš spat, fiks preberi 20 minut ali pa 10 minut ali pa en odstavek iz te knjige. In ne id spat, dokler ne prebereš knjige. In to ti ne bo odločitev. In naslednja stvar, piši si meditacijski dnevnik. Jaz dejansko vsak dan meditiram. Ali grem spat ob 1 ponoči, ali 12, ali 4, ali 3 ponoči. Ne glede na to, v kateri uri, vedno meditiram in potem si zapišem dnevnik. In vsak dan si napišem datum. In dobenega datuma ne spustim in vem, da jutri bom meditiral, ker hočem datum hočem noter v meditacijskem dnevniku in ga ne bom preskočil. Upam, da se ti tele nasveti pomagali in če hočeš še res na nov nivo pripeljati samo motivacijo, potem prid 15.6. na spletno delavnico, kako se samo motivirati. To je delavnica, na kateri te bom popeljal v tvoj notranji jaz, da bomo pogledali tvoje blokade, kaj te ustavlja na isto mesto, da bomo pogledali, kaj motivira tvojega notranjega motivatorja. A si vedela, da imaš znotraj sebe notranjega motivatorja, ki moraš sam na prav gumb pritisniti in se sprožiš. Vsak človek lahko doseže karkoli se želi, če se le zna aktivirati. To se pravi, pogledala bomo tvoje principe lenobe, pogledala bomo tvoje principe zgovorov in ti bomo dal ogromno meditacijskih nasvetov, tehnik in meditacij za doma in skripto in znanja, po katerih lahko delaš, zato da se samo motiviraš in v karieri, in v šoli, in v biznisu, in za zdravje, in kjerkoli želiš. Tako da pejte na našo spletno stran www.potovanjeduse.si in se prijavi na samomotivacija, kako se samo motivirati spletno delavnico in pa vse meditacije, ki prihajajo ta teden, imaš spodaj. Imej se lepo. Čau!